11 milijard evrov za boj proti COVID-u iz Evropske unije. Wow. 11 milijard razlogov, da pokličem profesor dr. Mraka. Ja, črn pas iz EU Financ. Profesor Jože Del Batera. Zdravo, Jože, kaj bo spet dobrega? Ja, berem, da čaka Slovenijo 11 milijarden paket iz Evropske unije. Ja, to si res prebral. Ta denar bo dejansko na razpolago, ampak ga bo treba zelo, zelo pametno porabiti. No, jaz s porabo sicer ne bi imel težav. Zakaj pa je vse ta paket namenjen? Poglejte, namenjen bo na eni strani zelo veliko za tale del, da rešujemo probleme s tole COVID krizo, s katerimi se srečujemo v letošnjem letu. Zdravstvo, kot vidite, imamo probleme. Vidimo, da tudi v šolah so cela vrsta problemov z temi digitalnimi stvarmi, tako da to je sigurno zelo koristno. Aha. Druga velika smer pa je ta usmeritev na zeleno, na obnovljive vire energije, na ta ekološko vzdržen način razvoja, o katerem vsi govorimo. Nismo pa kaj dosti naredili na tem. Aha, se pravi, tega denarja ne moramo porabiti za odpiranje novih rudnikov, recimo. Natančno za to verjetno res sploh ne bo mogel iti, tako da bo zelo, bi rekel, specificirano, za katere stvari lahko gre. Kako pa bomo dobili ta denar? V proračun Evropske unije delno mi plačujemo vse države, delno se bo pa tudi prvič, to je pa novo, Evropska unija zadolžila na mednarodnih finančnih trgih. In to bo nekaj popolnoma novega, do zdaj se tega ni dogajalo. In kako bomo vrnili denar? Vrnili ga bomo kot Evropska unija tako, da bo Evropska unija v prihodnje si zagotovila nove svoje vire financiranja, če hočete nekakšne evropske davke, in o tem zdaj že tečejo razgovori. Koga pa bomo obdavčali? Obdavčili bodo zlasti tiste, ki so okoljsko bolj, kako bi človek rekel, škodljivi, da bojo pač tudi tisti, ki veliko, da rečem tako, svinjajo po okolju, več plačali za to. Potem bodo tudi obdavčene te digitalne stvari, razni Amazoni in te stvari, ki jih slišimo. Aha, se pravi, bomo končno obdavčali razne Google, Facebooke, Amazone. Ja, to je cilj cele te stvari, eden od ciljev, kako bo pa to šlo, bomo pa videli v nadaljevanju. Hvala, pač skrbeli me, kako bo s temi milijardami, se me razumete. Tudi mene zelo malo skrbi, ampak bo šlo. Hvala. Adijo.